Jaz sem zaključil nekako prelet te knjige v petek in sem, takoj ko sem zaključil z listanjem te knjige, takoj pisal Igorju. Dve zelo kratki WhatsApp sporočili, ampak zdaj, ko jo preberem, se mi zdi, da bolj strne recenzije ne bi mogel zdaj napisati še enkrat. Tako da bom kar prebral, kar sem Igorju napisal, ker je bilo res napisano iskreno. Sem kar podrobno pregledal knjigo, čestitam, si zares dobro ukrotil temo, ki je zaradi skromne literature in problematičnega predmeta proučevanja kar zahtevna. Oklepaj, vsaj tako se mi zdi. Naslednje sporočilo, berljivo, natančno, zanimiv tudi, med navednicami, kontorno, odprto oklepaj, problemi italijanskega gospodarstva, slovensko gospodarstvo, zgodovinski pregled in tako dalje. Tako da, že od začetka, Igor, iskrene čestitke za to knjigo. Moram se posuti s pepelom in priznati, da sem se je lotil z nekim predsodkom in tako da bomo spet potrdili, da je predsodek zelo grda stvar. Ampak, ko so mi nekako dali v roke to knjigo oziroma njen odtis, je bil moj predsodek ta, sej slovensko gospodarstvo, če mi začnemo tukaj razpravljati, kaj je slovensko gospodarstvo v Italiji, bo vsak imel svoj odgovor. Nekateri bo rekel, to so podjetja, ker se govori slovensko, nekdo drug bo rekel, morda so to podjetja, ki so včlanjena v stanovsko organizacijo, recimo. Vsak bi nekako imel svojo definicijo in gotovo ni nikogar, ki bi imel tiste prave zveličavne definicije v žepu oziroma v rokah. In jaz sem nekako dobil to knjigo v roke in misleč, da te definicije ni mogoče dati, sem rekel, zdaj bomo videli, kako je. In začnem brati to knjigo, kar dolgo in zajetno poglavje, ki zelo natančno in hkrati tudi zelo pregledno in jasno razloži, zakaj je italijansko gospodarstvo takšno, kakršno je. Padem nekaj kapelj, jaz upam, da... Dobro. Plan B je, da gremo noter, če bi se slučajno vlilo. Potem si Igor podal tudi sliko slovenskega gospodarstva, razumemo, zakaj je takšno, kakršno je. Zelo zanimivo, jaz sem rekel, to je tak trik, da se nekako izogneš temu prikazu oziroma definiciji slovenskega gospodarstva v Italiji. Potem si ta zelo širok fokus zožil, si prišel k nam v Trst, Gorico, deloma tudi v Benečijo. Opravil si zelo temeljit kronološki pregled, ki se sicer, bom rekel, upravičeno začne takoj po drugi svetovni vojni. Ne bi bilo umestno začeti prej, ker bi potem stvar postala preobsežna, in prišel do današnjih dni, se pravi do pandemije COVID-19. In kar je po mojem najbolj briljantna zadeva je, da prebereš knjigo, ki ti zelo podrobno in zelo natančno osvetli, kaj je slovensko gospodarstvo v Italiji, ampak definicije ne daš. In tudi recenzentka Sara Brezigar je to izpostavila v svoji recenziji in pravi, da si se mojstrsko izognil pasti definicije tega pojma. In strinjam se tudi z drugim recenzentom, Giovannijem Panjekom, ki pravi, da bo ta študija opora za mnoge bodoče raziskave. Jaz sem to prepričan. Hkrati pa je to ni samo neko delo, ki postavlja neko oporo za naprej, ampak je to delo, ki tudi zapolni velikansko vrzel za nazaj. Upam, da ne delam nikomur krivice, ampak monografije o slovenskem gospodarstvu v Italiji še nismo imeli. Imeli smo številne knjige, ki so se tako ali drugače ukvarjali z gospodarstvom, imeli smo strokovne članke v drugih publikacijah, ampak prave monografije ni bilo. In začel bi ravno pri tem. Rekli smo, kako problematično je definirati slovensko manjšinsko gospodarstvo. Rekli smo, da nekih drugih monografij o tem ni bilo. Ampak pozor, ne samo, da se Igor ni mogel opreti na kakšno knjigo, ki bi nekako širše obravnavala slovensko gospodarstvo v Italiji, zelo malo literature je tudi na temo nasploh manjšinskih gospodarstv. Se pravi, ni
kaj dosti teorije o tem, kaj je gospodarstvo neke narodne skupnosti, neke jezikovne manjšine in tako naprej. Ne? Tako da, Igor, bi te na začetku prosil, kako si se sploh lotil te na vse zadnje uganke? Dober večer vsem. Prav lepa hvala da vas je toliko in da ste tukaj prisotni. In predvsem se res zahvaljujem za lepe besede Petru, ampak tudi seveda Bebanu, Vlasti, Alenki. Ko me je Devan Jagodic in iz Sloja in Vlasta, Polojac iz sklada Libera in Zore Polojac, ko sta me kontaktirala leta 2017, smo imeli pravzaprav v mislih nekaj precej različnega. Zamisel knjige je bila, po mojem, še nekako meglena, tako da nismo točno vedeli, kaj pravzaprav hočemo. In ne pretiravam, če vam povem, da število strani se je vsekako podvojilo v zadnjih 5 letih. Zakaj pravzaprav prišlo do tega? No, recimo prvo glede vsebine. Začetni plan je bil pravzaprav napisati eno monografijo o sedanjem stanju slovenskega gospodarstva in se opirati na anketi, ki jo je leta 2019, kot smo že omenili, Nojna Bogatec lepo opravila, ne, in na številnih intervjujih z raznimi podjetniki in vsemi temi, ki imajo zapraviti z slovenskim gospodarstvom. Ampak takoj na začetku sem se soočal tako z metodološkimi kot z definicijskimi problemi. Kot smo že omenili, kot je že Peter omenil, kaj je pravzaprav slovensko gospodarstvo? Kako lahko mi definiramo slovensko podjetje? Je dovolj, da je lastnik podjetja Slovenec in je to potem slovensko podjetje? Kaj pa, če so vsi zaposleni Slovenci, lastnik pa ni? To je ena cela vrsta definicijskih problemov. V literaturi, ki, kot je spet Peter omenil, je bolj malo, ne, na temo, ki sploh ni obširna na temo teh manjšinskih gospodarstv. Naprimer, pisatelj Jonathan Whitley obhodi takšne definicijske probleme s tem, da preučuje tiste dežele, tiste regije, kjer je manjšinsko prebivalstvo, kjer je pravzaprav odstotek manjšinskega prebivalstva na celotno prebivalstvo, vsaj 35, torej 1/3 tega celotnega prebivalstva. Teh regij je v Evropi relativno malo, seveda, ampak nekatere so, Južna Tirolska, Katalonija, Severna Irska, Ida-Vir, jih je nekaj. S takšnim trikom se potem lahko mi bi lahko uporabili deželne podatke, čeprav imperfektno, tako da s temi lahko bi tudi pogledali, kako pravzaprav ena manjšina deluje, kako je njeno gospodarstvo, kako se pravzaprav razvija v času. Seveda, v Furlaniji, Julijski krajini, to seveda ni mogoče. Število Slovencev je premalo in seveda nas je manj kot 35% celotnega prebivalstva. In poleg tega tudi dežela Furlanija, Julijska krajina, čeprav bi morala, nima vseh teh, ne zbira sistemsko etničnih podatkov. Kar je, in bomo tudi potem o tem lahko govorili, velik problem, da se pravzaprav razume, kaj je in kam gremo mi kot manjšina. Zato je bilo treba absolutno postopati drugače. In tukaj sem se nekako izognil definiciji. Obstaja obširna literatura teh tako imenovanih novih institucionalnih ekonomistov. Jaz sem se opiral na teoretski okvir Acemoglu, Johnson in Robinsona, precej znani seveda, ki enostavno, kaj pravijo, da je treba spoznati detaljno vse institucije, politične in ustanove, politične in ekonomske, formalne in informalne, ki podpirajo neko določeno
gospodarsko skupino, v tem primeru slovensko manjšino, ne, tukaj v Italiji, in ki seveda regulirajo njeno gospodarstvo. Tako da sem se lotil preučevanja vseh teh inštitucij in vseh teh ustanov. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo seveda, da se je bodis tako geografsko kot časovno se je ta študija napihnila nekako. Ne? Torej, geografsko zaradi tega, ker je bilo treba razumeti, v katerem okolju pravzaprav te ustanove delujejo. Tako, seveda, mi smo tukaj torej smo vpeti v italijansko gospodarstvo, ki je že v zadnjih 25 let njena produktivnost pravzaprav pada in je tako recimo nekako v slabih vodah. No, po drugi strani pa imamo slovensko gospodarstvo, ki pa je bilo v zadnjih letih dosti bolj dinamično. Ne? Tako da je bilo treba prvič preučiti ta del okolja našega, potem seveda okolje geografsko tudi, kakšno gospodarstvo je pravzaprav v Furlaniji, Julijski krajini, in potem absolutno vse te razne inštitucije in ustanove, ki so del slovenske manjšine. Vsaka inštitucija je odvisna časovno od preteklosti, tako da je nemogoče jo študirati, če ne poznaš tega, kako je nastala in kakšno obliko je imela v preteklosti, tako da si moral tudi pregledati, kako je ta institucionalni razvoj, kako se je odvijal od druge svetovne vojne dalje. Ne? In to ni dovolj, da nekdo prebira zakone in tako dalje, zato ker imamo tako formalne kot informalne inštitucije. Ne? Imamo po eni strani, če mi preberemo katerikoli zakon o volilni zakon in tako dalje, ne bomo nikoli zvedli, na primer, da komunistična partija Italije in njene naslednice so vsekako pomagali slovenski skupnosti, da smo imeli vedno nekega reprezentanta v italijanskem parlamentu in tako dalje. Torej, študija je postala, recimo, dosti bolj zahtevna od tistega, kar je bila na začetku. Takoj si dal že dve istočnici, ampak ju ne smem zgrabiti, ker bi bili potem preobsežni. Pojdimo prav po kronološkem vrstnem redu, tako kot so tudi zgrajena poglavja v tvoji knjigi. Danes je tu pa tam, seveda ne od starejše generacije, ki pozna dobro razmere, ampak morda moje generacije, pa morda še tiste malce starejše, slišati očitek, češ, ja, Slovenci v Italiji niso nikoli dovolj razumeli pomena gospodarstva. Ne? In morda očitek kakšenkrat leti tudi na takratno matično domovino, se pravi na Jugoslavijo. Ne? Ampak v tvoji knjigi očitno, da ni bilo tako. Že takoj ob koncu druge svetovne vojne, Igor, začnimo pri Jugoslaviji, potem bomo rekli o Slovencih v Trstu in Gorici. Ampak Jugoslavija se je takoj zavedala, da, tako kot nekje citiraš, da neka narodna skupnost preživi samo, če ima tudi gospodarsko obrobje. Drži? Ja, absolutno. Seveda tukaj govorimo res o prvem povojnem obdobju, 1945-1954, ko se pravzaprav slovenska manjšina znajde v relativno demokratičnem italijanskem okolju in ki pa, seveda obstaja diskriminacija do Slovencev in tako dalje, ampak seveda je bil velik napredek od fašizma dalje. Zavedanje, da slovenski manjšini rabi ena neodvisna avtonomna gospodarska baza, nastane tako iz dveh večjih razlogov. Ena je, kot si pravkar omenil, politična volja v takratni Jugoslaviji, v Ljubljani. Druga, in jaz bi začel kar s to drugo, je pa tudi katastrofalno izhodišče raznih teh razpoložljivih ekonomskih virov, ki smo jih imeli takrat.
Torej, ekonomski viri jih lahko razdelimo seveda na kapital, delovno silo in zemljo. Ne? In slovenska manjšina po letu 1945 se znajde v vseh teh treh domenih res v slabem stanju. Ne? Torej, glede kapitala. Imamo situacijo, kjer so fašistične oblasti skoraj uničile vso zadružniško torej vse zadružniške banke, ki so obstajale prej. Nekatere hranilnice, nekatere posojilnice so preživele, naprimer tudi Kmečka banka, ker je nekako neopazno, recimo, poslovala med fašizmom. Ampak seveda, vse te ustanove je bilo treba prestrukturirati takrat. In najbolj pomemben akter, ki je potem postala Tržaška kreditna banka, predvsem zaradi opozicije prej anglo-ameriške, potem italijanske, je bilo treba na njo počakati kar 14 let do leta 1959, da je nastala. Tako da prvo je bilo ta pomanjkanje ene prave kapitalske klase. Delovna sila slovenska je bila še v slabšem stanju. Seveda, delovno sposobnih je bilo zelo malo, ogromno je bilo vojnih invalidov, seveda. Tisti, ki so, večinoma so bili to kmetje ali trgovci ali pa manjši obrtniki ali kaj podobnega. Izobraženih je bilo izredno malo, kakšen odvetnik, kakšen zdravnik, seveda inženirjev, ekonomistov in tega sploh ni bilo. Tako je bilo treba res prekvalificirati celotno slovensko delovno silo v povojnem času. Poleg tega smo se soočali s tremi velikimi problemi. Torej, diskriminacija, asimilacija in emigracija. Diskriminacija, zaradi tega, ker predvsem v javnem sektorju in v finančnih službah, torej Slovencev pravzaprav niso malo. Asimilacija, zaradi tega, ker v določenih italijanskih podjetjih, če si bil ti Slovenec, si lahko pravzaprav bil zaposlen, samo če si na primer pošiljal svoje otroke v italijansko šolo. In emigracija je bila, seveda, ta dva sta bila razloga za pravzaprav masovno emigracijo slovenske delovne sile v tistih letih. Ocene so med 3000 do 7500 Slovencev, ki so takrat odšli med letoma 1953 in 1964 in 1963. Naj vas spomnim, da tista so bila leta italijanskega ekonomskega čudeža, Miracolo Economico Italiano, in če pomislite, takrat je toliko Slovencev odšlo, bodisi tako v Italijo, kot naprimer tudi v Avstralijo in tako dalje. Tako da, tudi glede delovne sile so bili veliki problemi, je bilo treba to prekvalificirati. Verjetno najbolj boleče poglavje te prve povojnega časa, ki potem je šlo naprej, je bilo seveda vezano na slovensko zemljo. Boleč problem je razlaščanja. To smo, kot veste, v Brdih in na Krasu so italijanske oblasti razlastile nekaj milijonov kvadratnih metrov zemlje, da so tako recimo zgradile nove industrijske obrate, seveda, ampak tudi naselja za istrske in dalmatinske begunce. Katera je bila pravzaprav, recimo, strateška namera, kot nam piše Stojan Spletič za temi razlastitvami. To je bilo seveda rahljanje, recimo, slovenske prisotnosti, naprimer na Krasu, in ustvarjanje enega določenega koridorja italijanskega med Trstom in Tržičem, ko je ena izmed teh možnosti. Tako da smo pravzaprav doživeli
na naši zemlji so zgradili pravzaprav ene izmed najbolj pomembnih obratov italijanskih, ne, od naftovoda Tal do Science Park, do sinhrotrona, avtoceste in tako dalje. In veljalo je pravzaprav načelo, ne, da Slovenci morajo nekako prispevati k industrijski renesansi, ki potem se nikoli do nje prišlo v naših krajih. Torej, te tri veliki problemi z resursi so seveda bili močen razlog, ne, da bi Slovenci imeli eno neodvisno in eno avtonomno gospodarsko vlast. In še o tem, ne, da poleg tega je bila tudi politična volja jugoslovanska, ne, seveda. Kot vsi veste, leta 1954 postane Trst, ne, torej del Italije, ne, in v tistih letih sam Edvard Kardelj je imel zamisel, da je treba Slovencem dati torej bez s tem, da smo izgubili cono A, tako dalje, da je treba jim omogočiti en avtonomen ekonomski razvoj, ne, da pravzaprav v besedah tistega časa, da postanemo ena samostojna interesna skupina v tujini, ne, in seveda efektivno, kaj se je zgodilo, so jugoslovanske oblasti predale večino te lastnine, torej večino posestja, ki so imeli tukaj v zamejstvu novo nastali krovni organizaciji SKGZ. Torej, leta 1954, konec svobodnega tržaškega ozemlja, postane jasno, da Trst ne bo pripadal Jugoslaviji, da bo del italijanske države in začenja se tole, kar si zdaj načel, zgodba nekako, kako bi lahko rekli, samostojnega nastopa Slovencev v Italiji. Do današnjega dne nisem vedel, da bo ta knjiga imela rumeno platnico, spominja malo na tisto serijo založbe Mondadori, kriminalk, I gialli Mondadori, ne, in tukaj na mojem otisu je stran 114, ampak ne vem, če odgovarja potem tudi v knjigi, imamo nekaj, kar nekako spominja malce na neko, ne bom rekel kriminalko, ker ni nihče umrl, vse, kar je meni znano, ne, ampak tako na neko, bomo rekli, skrivnostno ozadje. Zelo zanimiv arhiv zelo zanimiv dokument si izbrskal, Igor, navajaš, da je to iz zasebnega arhiva. To pa je zelo kratek, ampak vsebinsko zelo bogat in strnjen zapis takratnega predsednika SKGZ, Borisa Raceta Žarka. Ta listek, bi lahko rekli, je očitno nastal takrat, v 50 letih, vsaj tako lahko domnevamo. Začenja se tako, po končani vojni se je skupina ljudi na Tržaškem, Goriškem in pozneje tudi v Videmski pokrajini dogovorila, da organizirano pristopi k gospodarski oživitvi slovenskega gospodarstva v raznih sektorjih. Skupina se je dogovorila o sledečem. In potem imamo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali 7, 6 menda, ne, ja, 6 programskih točk. To je bil pravi program. Potem bomo povedali, katere so bile prednosti, katere slabosti, ampak očitno je prav obstajal nek akcijski načrt, bomo rekli, nek gospodarski, morda celo politični program, ne, tudi to razsežnost je imela, ne, ampak povem najprej o tem dokumentu. Absolutno, to je zelo pomembno pričevanje o tem, kako je pravzaprav bilo zasnovano, prvotno zasnovano družbeno gospodarstvo. To, kar je pravzaprav potem bila res je dalo zagon gospodarski rasti slovenske manjšine v naslednjih 40 letih. Torej, dokument se vsaj abstraktno sklicuje na določene temelje jugoslovanskega gospodarstva takrat. Torej, recimo, model centralnega planiranja, na določen način model socialne ali družbene lastnine. Treba pa je seveda imeti, se treba tudi zavedati, da seveda jugoslovanski model, kot na primer piše ekonomistka Milica Uvalić, se je
zelo spreminjal v času in je postal pravzaprav decentralizirana samouprava, samoupravni socialistični model. Druge socialistične države so govorili seveda o jugoslovanski hereziji, tudi z ekonomskega vidika, zato ne moremo potem reči, da to, kar smo imeli tukaj pri nas, se je sklicevalo tudi v praktično na ta model. Ne? Ampak v tem kratkem besedilu pa je vsekako strnjeno bistvo tega zaupniškega modela lastništva, na katerem je slonelo to družbeno gospodarstvo. Tukaj imamo, recimo, če na kratko samo spomnim, kaj je bilo, to je, recimo, smo imeli vsaj 5 ali več glavnih akterjev, ki so gravitirali nekako, ki so nekako upravljali to gospodarstvo, seveda banki, Kmečka banka, PKB, potem založba Tržaškega tiska, holding Safti in razne nepremičninske družbe, Dom, Alpe, SIS, tako dalje. In lastniki ali delničari teh raznih družb so bili tako imenovani zaupniki, takoj bom povedal, kaj in kako. Vsaka od teh ustanov je imela svoj upravni odbor, ampak, to je pomembno, neformalno so vsaj strnjena skupina zaupnikov so nekako skupaj določili smernice za celotno to skupino, za celotno to gospodarstvo. Torej, kaj so bili ti zaupniki? To so bili seveda formalni, malo nam nagaja, ampak vemo, da to prehudo, formalni lastniki delnic tega sistema, ampak niso bili pa deležni dobička, ker ta se je seveda stekel v neko družbeno blagajno. Pogosto so bili tudi zelo angažirani v razne kulturne, športne in druge organizacije. Zaupniški model glede na podjetje je bila prava anomalija v Italiji. Je obstajal tak model lastništva samo v tistih subjektih, ki niso bili pravzaprav pravne osebe. To govorimo o političnih partijah, o sindikatih in tako dalje. To so bili vsi take enote, take ustanove, kjer italijanska zakonodaja ni dovoljevala izkazovati lastništva ali premoženja. In to smo lepo nekako prevzeli in aplicirali na družbeno gospodarstvo. Ta ureditev je pravzaprav spominjala nekako na zadružništvo, ki je obstajalo pred Prvo svetovno vojno in ki je bilo zelo razširjeno med Slovenci v Avstriji, to je v Avstro-Ogrski. Po drugi strani je bilo pa tudi, recimo, izraz te politične volje, ki jo je narekovala Ljubljana. Seveda, zdaj bomo malo govorili tudi o prednostih in tudi problemih te ureditve. Ampak, ja, mislim, da je. Ampak je treba reči, da poleg tega, da sta TKB in Kmečka banka financirali športne, kulturne in druge dejavnosti slovenske manjšine, je v sklopu tega organiziranega gospodarstva nastalo več kot 100 podjetij v par desetletjih, kar je bilo izredno pomembno za slovensko manjšino. Pravijo mi, da se selimo noter. Ja, mogoče. Kaj bomo glasovali ali? Še par minut. Dobro, malo frišamo in pa smo pri tem, omenil si kar zajetno število teh podjetij v tvoji knjigi, navajaš številke, navajaš tudi število, vsaj približno število zaposlenih na vrhuncu tega modela, ki mu pravimo družbeno gospodarstvo. Gotovo je bila prednost tega sistema ta, da je ustvarjala delovna mesta, s tem
zajezila to, kar se danes žal akutno dogaja pri nas, beg možganov bomo rekli tudi, ne beg mladih in tako naprej. Vendar, kot lepo razložiš v tvoji študiji, so bile tudi negativne plati tega. Naštej ene in druge. Torej, pozitivne plati prednosti tega modela so bile seveda, da je zaposloval tudi do ali preko 1200 slovenske delovne sile. To je močno zajezilo v najbolj problematičnih delih Polenije, Julijske krajine in migracije, v Meški Sloveniji, nekateri deli Goriške in tako dalje. Druga prednost je bila seveda, da vsaj ena tretjina čistega dobička so namenjali, to so bili precej pomembne vsote nekako, so namenjali kulturnim in športnim dejavnostim. Tretja velika prednost je, da vso to organizacijo je bilo mogoče mobilizirati v kritičnih momentih. Naj se vsi spomnimo na potres, maja 1976, takrat je družbeno gospodarstvo dokazalo veliko mero solidarnosti z Beneško Slovenijo. Tako da iz tega vidika je res hvale vredno, kaj se je takrat dogaja. Seveda ne moremo spregledati negativnih plati, torej tako kratkoročne kot dolgoročne. Kratkoročno seveda je, da za jugoslovansko krizo je to družbeno gospodarstvo izredno trpelo. Predvsem, ker eno, kar je bilo, to ravnanje, na kratko rečeno, je bilo precej negospodarno. Drugič, zato, ker nismo bili pripravljeni na izzive po jugoslovanskega obdobja in potem tudi neustreznost lastniškega sistema. Torej, pravzaprav to družbeno gospodarstvo je nekako spominjano na francoski dirigizem 70-ih in 80-ih, ko smo oni SKGZ pravzaprav imel dva cilja, za poslovanje, torej tudi neekonomsko nekako in podpiranje ekonomskih, teh kulturnih in športnih organizacij. Seveda, mislim, hvale vredno, ampak kot vsak podjetnik ve, primarni cilj podjetij naj bi bil vzpostavitev, konsolidacija in finančna okrepitev, torej kapitalizacija čim večjega števila zdravih, odpornih, uspešnih podjetij. To se je samo deloma zgodilo. Drugič, na začetku 80-ih let so obstajali signali, da jugoslovanska ekonomija zahaja v globoko krizo. Naj samo spomnim, da je bilo treba prestrukturirati jugoslovanski javni dolg leta 1982 in mednarodni sklad je prišel nekako na pomoč, torej takratna trojka, tako da si mislite, da ni bilo prav najbolj zabavno. In čeprav so obstajali ti signali, verjetno tako iz ideoloških razlogov, torej vsi pričakovali, da Jugoslavija ne bo propadla in tako dalje, kot iz praktičnih, zaradi tega, ker avtonomni računi, na katerih je slonela vsa uvozno-izvozna dejavnost, so bili izredno dobičkonosni tudi v 80-ih letih. Tako da pravzaprav ta enosmernost slovenskega manjšinskega gospodarstva, tega nismo dovolj diversificirali, nismo bili pripravljeni nekako na propad. In tretjič, potem še zelo na kratko zaupniška struktura lastništva, čeprav je bila izredno pripravna po drugi svetovni vojni, takrat v 90-ih letih, ko je bila pretirano rigidna, nefleksibilna, se je ni dalo na hitro reformirati. Tisto, kar je bolj zanimivo, verjetno, so dolgoročni problemi. To potem verjetno ste že mnogokrat slišali, da kadrovanje v družbenem gospodarstvu je bilo nekako med navednicami preveč enostavno. Torej, gotovo je
verjetno malo usahnila ta podjetniška žilica, slovenska. Ne? Drugače pa jaz imam malo različno vizijo glede tega. Nismo prišli do generacije ene dovoljšne intelektualne mase, ki bi se potem podjetnikov in zaposlenih in tako dalje, ki bi se potem sama reproducirala nekako. Ampak to verjetno ne zaradi tega, ker v družbenem gospodarstvu da niso imeli tega cilja, ampak zaradi tega, za tako uspešno generacijo take mase rabiš 2 ali 3 generacije. Ne? In da verjetno iz tega vidika je družbeno gospodarstvo trajalo premalo in ne preveč dolgo. Ne? In seveda to se zdaj nekako vidi pri tem, da kot bomo videli malo pozneje in kar tudi razvidno iz ankete, imamo določene šibkosti v sedanji strukturi slovenskega gospodarstva. Preden preidemo na ta pojugoslovanski čas, še to se mi zdi zanimivo, oziroma najprej bi se navezal na to, kar si rekel, in sicer, da je družbeno gospodarstvo kar tretjino prihodkov od svojega prometa namenjalo nepridobitnim dejavnostim, se pravi kulturi, športu in tako naprej. Ena od luštnih stvari v tej knjigi je tudi to, da imaš nekatere urinke, imenovani primeri. Primer 1 je prav današnji naš gostitelj, Tržaški pomorski klub Sirena, ki je lep primer tega, kako je v tem primeru šport nekako profitiral od te vezi z gospodarstvom. Zdaj pa drugo vprašanje, ki sem hotel postaviti, oziroma glavno zdaj. Če bi morali nekako to družbeno gospodarstvo označiti z neko barvo, bi gotovo izbrali rdečo barvo, če pomislimo na Jugoslavijo, če pomislimo na SKGZ, ampak pojavil se je tudi nek poskus, tudi omenil si kadrovanje, ne, gotovo je bilo tudi po političnem ključu, ne, ampak zanimivo je to, kar je morda vse moji generaciji malo manj znano, da je bil nekako, da se je pojavil nek poskus tistega dela manjšine, ki ni sodil politično k rdečemu taboru, da bi vzpostavil nek svoj usporedni sistem, nek svoj, bomo rekli, beli holding, ne? To omenjaš v knjigi, kaj več o tem? Ja, torej, knjiga v knjigi ni samo, se ne govori samo o organiziranem, o družbenem gospodarstvu, ampak tudi o, bi ga lahko imenovali, neodvisnem gospodarstvu, ne? In ki sploh ni bilo majhno. Torej, po ocenah SKGZ-ja iz srede 80-ih let je bilo 5 ali 6 tisoč, vsaj 5 ali 6 tisoč ljudi, ki so bili, tako je ne 1500 ali koliko v javnem sektorju, 5-6 tisoč v neodvisnem gospodarstvu, 1500, seveda, to so določene ocene, ampak v tem družbenem gospodarstvu. Tisto, kar je verjetno zanimivo in kar bilo treba napisati verjetno še eno knjigo na to temo, je, kakšni so bili odnosi med družbenim in neodvisnim. Tukaj imamo seveda, en primer je to, kar se pravkar omenil, torej primer Slow Invest, to naj bi bil beli finančni holding, ki so ga skušali nekako ustanoviti v 80-ih letih, ampak je tudi na hitro propadel. In to je tisti del, recimo, neodvisnega gospodarstva, ki je hotel nekako konkurirati z družbenim gospodarstvom. Je bilo tudi nekaj zavisti, to o tem gotovo ne. Ampak, treba pa, tisto, kar pa res ni raziskano, je, da seveda na gospodarstvu politična delitev je seveda obstajala, ampak absolutno ne bi smeli tukaj narediti ene karikature o polarizaciji, ki jo imamo tle pri nas. Zato, ker tako na strani manjšine so obstajali kavalirski dogovori med organiziranim in neodvisnim gospodarstvom, tako da so določene tvrtke lahko poslovale za Jugoslavijo, seveda. In ti, o čemer se še manj ve, je, da, in tem v knjigi pa nima kaj dosti, to bi bilo bolj za zgodovinarje,
da so obstajale jugoslovanske ustanove, ki so imele direktne kontakte tudi z tistimi deli, naprimer slovenske manjšine, ne samo tako v Italiji, ampak tudi drugje, ki niso bili popolnoma vrščeni z jugoslovansko stvarnostjo. Tako da, po mojem, ta del je pomemben in bi lahko tudi dal v malo različno luč delovanje in pomen, ki ga je imela ta nacionalno vprašanje, narodno vprašanje nad to politično delitvijo. En primer je tudi Sirena, v kateri so, ko so jo prestrukturirali v 70-ih letih, tako da so nekatera podjetja, naprimer Indules, takoj so se pripomogli, so pomagali pri prestrukturiranju in o tem se ne more tega zanikati. Zdaj pa stopimo v tisti žgoči čas 90-ih let, takoj pomislimo na propad TKB. Neka zelo pavšalna ocena tega, kar se je zgodilo v 90-ih letih, bi bila ta, kaj češ, Jugoslavija razpadla, ni bilo možnosti, da bi preživelo, kar je nekoč bilo. Ampak v knjigi pišeš, da je gotovo manjkal, bomo rekli, strateški bistveni partner, država Jugoslavija, ampak, če sem prav razumel, kar si napisal ti, bile so takrat narejene nekatere strateške napake, tudi znotraj slovenske manjšine, ki se na to krizo ni znala ustrezno odzvati. Gotovo tudi zaradi tega, to, kar si povedal prej, da je nekako ta propad prišel nekako prehitro, gospodarstvo, to družbeno gospodarstvo oziroma ves ta sistem, ki so ga takrat postavili na noge, bi verjetno manj hitreje propadel, če bi bili razviti določeni potenciali, določeni kadri in tako naprej, ampak vseeno nekatere napake so bile storjene, tako da najprej bi te vprašal to, zakaj je prišel do te velike krize in seveda vprašanje, ki marsikoga zanima, kako ti gledaš na ta propad glavne bančne ustanove takratne pri nas? Ja, jaz sem hotel eksplicitno ne govoriti o kmečki vajni na TKB-ju, tako da, zato ker o tem je bilo že napisano, res, če je ena tema, ki smo jo kar dosti obravnavali v literaturi, je TKB in tako dalje, ampak recimo, seveda, vemo kar je dosti o tem, da so bile napake, da so bile tudi določene kršitve zakona in tako dalje. Tudi je dosti špekulacij glede političnega vpliva na to. Tisto, kar v knjigi pa morda malo bolj razčlenim, je kakšen je bil vpliv propada teh bank na gospodarstvo, torej na podjetja sama. Torej, mi imamo, da normalno poslovanje, ko sta ti dve banki zašli v krizo, ni bilo pravzaprav več mogoče. Kot verjetno veste, Kmečka banka je bila v komisarski upravi in oktober 1994 začne restriktivno kreditno politiko do podjetij. Zelo kratki roki izposojanja in ti so roki vračanja posojil. In to je potem spravilo mnoga podjetja na kolena. Naprimer v Beneški Sloveniji imamo Hobles z lesom in Kronos, ki sta propadla zaradi tega. Safti agrupacija se je še nekaj časa, to sem hotel reči, da čeprav je bil propad Jugoslavije nenaden, je bil pa propad družbenega gospodarstva zelo počasen. Je trajal 7, 8, 9 let, 10 let ali koliko. Te druge tvrtke, ki so bile pod Saftijo, so se potem še ponovno zadolževali z Rožaško kreditno banko. Potem, ko je pa zašla takle v krizo leta 1996, je pa res začela agonija
celotnega holdinga. Ne. Imamo, da Banka d'Italia je izredno odsvetovala poslovanje s podjetji, kjer je bil deležen Safti in je napisala v svojem en memo raznim komercialnim bankam, ne, da pri poslovanju s podjetji skupine Safti priporočljiva previdnost. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da to je pomenila prepoved komercialnim bankam, da odobravajo posojila ali jamstva. Ne. En primer je bil Adrian Impex, kateremu je rabilo 100 milijonov lir in tega kredita ni bilo mogoče dobiti nikjer. Ne. In tako, da smo imeli pravzaprav eno počasno bloodletting, kot se reče po angliško, smo skrvaveli. Zanimivo je, da je seveda ta propad podjetij se je potem bil res endemičen, ne, vsi smo se ga nalezli, ne, torej vse inštitucije, vse ustanove, ne. Zadružno kmetijstvo je propadlo tudi zaradi tega, ne, torej zadružna kraška mlekarna, delitev v stečaj, kupila Čedacka, vinogradnična zadruga Brda je prišla v okviru druge nacionalne, naša dolga krona tukaj je prodala celotno živinorejo, ne, torej tako da je bil propad. In seveda s tem, da so podjetja niso bila več dobičkonosna, avtonomni računi so postali tisto pa res iz dneva v dan popolnoma nezanimivi, tako da uvozno-izvozna dejavnost je spuhtela nekako, ne, jo je bilo treba popolnoma preusmeriti, seveda ni bilo več tistih sredstev, ki bi lahko financirala kulturne in športne dejavnosti. Ne. Kot se verjetno večina ljudi tukaj spominja, dramatičen primer Primorskega dnevnika, kjer smo se zedinili spet kot skupnost in je prišlo do skoraj herojske rešitve našega stoletopoletnega dnevnika. Do pregleda današnjega stanja, kar je gotovo izjemno zanimivo, naj vloči še eno vprašanje. In sicer pri tem vprašanju se opazi velikanska razlika med tvojim delom in recimo drugimi knjigami, ki bi iz zgodovinskega stališča obravnavali Slovence v Italiji. Če pišeš zgodbo Slovencev v Italiji, je nekako v svetlih tonih prikazano leto 2001, na Valentinovo, izglasovanje zaščitnega zakona, po tolikih letih, še ne celo desetletjih prizadevanja, priznanje, uradno priznanje slovenske manjšine, pa zagotovitev še marsičesa. Tu pa tam omenijo tudi kakšno pomanjkljivost tega zakona, ne? Ampak na splošno velja leto 2001 za prelomno leto, ko so se vsaj recimo na tisti politični ravni stvari začele odvijati drugače. Vendar ti praviš, da je bil ta zaščitni zakon dvorezni meč. Zakaj? Ja, torej, seveda, zaščitni zakon ima zelo pomembno simbolno vlogo, ne? Torej, je dokaz določene odjuge, ne? med italijansko večino in slovensko manjšino, pod okriljem oljke, ne? in levosredinskih vlad in tako dalje. In seveda obstajajo, kot si pravkar omenil, tudi določeni nerešeni problemi, ne? Torej, predstavništva, ne? Torej, kaj bo zdaj v parlamentu, tudi volilni zakon, vsega. Ne? Tisto, kar pa ponavadi se omenja, da je nekaj zelo pozitivnega, je seveda stabilizacija prispevkov za slovensko manjšino. Kot vi veste, je bil denar namenjen slovenskim organizacijam v Italiji
podvržen velikim spremembam, ekstremnim spremembam v času. Ne. To, pred zakonom in po zakonu. Naj se samo spomnimo, da med globalno finančno krizo je četrta Berlusconija vlada močno oklestila te prispevke, ki naj bi se stekale v naše inštitucije. Ne. Potem, z finančnim zakonom v 2016 se to stabilizira, ne, s pomočjo poslanke Tamare Blažine in s pod okriljem Demokratske stranke. Končno imamo določeno sistemsko financiranje. Ne? Torej, da vse te postavke, vsi členi zaščitnega zakona so zedinjeni in da se približno 10 milijonov evrov letno steka v naše blagajne. Temu je treba potem še dodati celo vrsto drugih zakonov, s katerimi mi dobivamo prispevke. Ne? Torej, gledališče, tisk, televizija, potem je seveda šolstvo, slovenski prispevki, ki so absolutno nezanemarljivi, ad hoc evropski skladi, ne? Tukaj imamo predstavnike tako SDGZ-ja kot Kmečke zveze, o tem bi se dalo na dolgo in široko govoriti, ne? Da pravzaprav smo v enem zgodovinskem trenutku, ki, če ga primerjamo s preteklostjo, je finančnih sredstev za slovensko manjšino res mnogo. Torej, vsakoletni priliv je močen, je tako, je pravzaprav tudi ti prispevki so relativno radodavni. Zdaj, vprašali se boste, zakaj si tako kritičen na tem? Torej, dva sta razloga. Ne? Prvič, nikjer ni zapisano, da so ti prispevki nedotakljivi. Naj se samo spomnimo, kaj je Gibanje 5 zvezd delalo z zakon za tisk, prav leto od tega, ne? Kjer smo, pravzaprav, Primorski dnevnik bi ne vem koliko milijonov evrov manj dobil. Ne? In nikjer ni rečeno, da to se ne bo lahko zgodilo tudi z prispevki zaščitnega zakona. Mi smo popolnoma odvisni od italijanskega parlamenta v prihodnosti, od radodavnosti in zakon se napiše, zakon se tudi spremeni. Ne? Drugič, in to je najmanjši problem, drugič, večji problem je, kako lepo piše Pavšič v svojem memoarju, je, da smo pravzaprav izgubili našo ekonomsko neodvisnost. Ne? Da je prišlo pravzaprav do enega pravega quid pro quoja, mi smo našo, torej tisto, kar smo imeli za družbenim gospodarstvom, torej gospodarsko neodvisnost, določene naše prispevke in tako dalje, smo nekako odpustili in v zameno smo dobili zaščitni zakon, ki kaj nam da določene politične pravice, seveda, in teh 10 milijonov evrov stalnih prispevkov. Problem je s temi prispevki, da ti prispevki so seveda vezani. Ne? To so vezani na določene organizacije, ne? Imamo to, kako verjetno vsi poznate, listo v avtonomni deželi Fulanijske krajine in dejstvo, da so ti prispevki vezani, pomeni, da mi jih enostavno ne moremo prosto uporabljati za, recimo, za eno razvojno vizijo, avtonomno razvojno vizijo. Če pomislite, kakšen ogromen interesni konflikt generira tak zakon. Če mi hočemo iz ene organizacije odvzeti le en evro in ga postaviti v drugo organizacijo ali ga uporabiti avtonomno in to, pride do absolutnega živžava. Ne bi rad videl, kaj se lahko zgodi, če bi mi to skušali. Zato, po mojem, je iz tega vidika ta, kako ga imenujejo, ne subsidija, pioggia, kako se reče po italijansko, helikoptermani ali kakokoli, je za slovensko manjšino, za razvoj slovenske manjšine je pravzaprav negativna zadeva.
Dovolj samo nekaj, ko se omeni teh 10 milijonov, nekateri so takoj v nizkem štartu. Pošteno je povedati, da ne gre vseh teh 10 milijonov organizacijam Slovencev v Italiji, ampak del gre tudi javnim upravam in tako naprej. Toliko kot pojasnilo, da ne bo kakšnih nesporazumov. Igor, knjigo si v bistvu začel graditi na poskusu prikaza današnjega stanja. Ključna je anketa, ki si jo že omenil, omeniti treba Norino Bogatec tudi, ki ti je bistveno pomagala pri izvedbi te študije, oziroma te ankete, te raziskave, ki ste jo tudi že vsaj v skopih obrisih že prikazali, tik pred izbruhom pandemije, da se ne spomnim, na občinam. Že takrat je vzbudilo veliko zanimanja to. Zaobjeli ste, oziroma anketirali ste 266 podjetij vzdolž seveda slovensko-italijanske meje. Teh 266 podjetij zaposluje, vsaj takrat je zaposlovalo 1014 ljudi, ne? In cel kup ugotovitev potem izhaja iz te ankete. Seveda ne moremo obdelati vsega, jaz sem si zapisal samo nekaj teh stvari, ki so po mojem najbolj zanimive. En podatek vzbuja precejšno zaskrbljenost, namreč, če že velja, da je v Italiji stopnja izobrazbe med zaposlenimi relativno nizka, se pravi, da je med celotnim številom zaposlenih premalo takih, ki ima visoko izobrazbo, je v teh podjetjih, dajva reči podjetjih, ki spadajo k slovenskemu gospodarstvu v Italiji, še manj. Manj kot 10% vseh teh zaposlenih, se pravi vseh teh 1014 zaposlenih, ima univerzitetno diplomo, kar je ena težava. Druga težava, nismo omenili ključnega dejavnika, ko govorimo o naši manjšini, je jezik. Zelo nizka je stopnja rabe slovenščine teh podjetij z dobavitelji. Nekaj več je, nekoliko višja je raba slovenščine med sodelavci v podjetjih, se pravi, da med sabo govorijo. Čim pa to podjetje posluje s partnerji, z dobavitelji, strankami in tako naprej, se raba slovenščine precej spusti. Omenil bi predvsem ta dva vidika, ki sta nekako negativna, imamo pa tudi pozitivne vidike. Eden je recimo, da bojo tukaj v prvi vrsti zadovoljni, svetla točka je kmetijstvo, namreč naša kmetijska podjetja oziroma naši kmetovalci so razmeroma visoko izobraženi, se pravi obraten pojav od te splošne slike, ne? In potem je, da ne bomo samo izpostavili to, da izpostavimo tudi druge pozitivne primere, imamo vseeno še vedno nekatera podjetja, ki zelo uspešno poslujejo, ki so nedvomno zgodba o uspehu, ti omenjaš Infordato, na primer, ampak lahko bi omenili še nekatere druge. Najprej torej, kolikor se pač da strnjeno, glavne značilnosti, ki jih ugotavljamo zdaj na podlagi te ankete. Ja, torej, anketa je seveda tako eden izmed, dva poglavja te knjige, ne, torej sta posvečena sedanji situaciji, ne, torej anketa je seveda, torej eden je bolj makro, eden je bolj mikro, anketa gleda tako v detajle raznih podjetij, ne, in me slišite? Ja, dobro, je tako zelo detaljna, ne, in seveda kaže tudi določene probleme, ki seveda jih ne moreš tako iz literature enostavno pregledati. Šesto poglavje pa je recimo to institucionalno, ne, ki gleda torej na ustanove in na organizacije, ki so del zdaj našega gospodarstva. Če začnemo z anketo, recimo
izpostavlja vrsto problematik. Torej, o izobraževanju si že nekako omenil, ampak recimo, če smo torej, štiri problemi verjetno, ne, ki seveda težko rešljivi na splošno, ampak majhnost in majhen obseg dejavnosti, ki se naprimer tudi niža v času. Ne, to je, da fragmentacija, vidimo, da je fragmentacija napreduje nekako. Ne. Sorazmerno nizka raven izobrazbe zaposlenih. No, tukaj imamo to eno negativno in eno pozitivno plat tega. Ne. Torej, zaposleni res samo 10% ali 9,9% imajo univerzitetno izobrazbo, kar je manj kot italijansko povprečje, ki je že zelo nizko v primerjavo z Evropsko unijo in tako dalje. Ne. Glede pa podjetnikov in kmetov samih, ki smo jih zajeli z anketo, je pa zanimivo, da res, da je povprečna izobrazba višja kot na italijanski ravni. Torej, pri kmetih je to res izrazit podatek, ne, kar pomeni seveda, da elitno kmetijstvo je zdaj razširjeno pri nas. Ne. Sej, mislim, vsi poznate naše vinarje, ne, pa odlične turistične in ostale obrate, ne, na Brdih in tako dalje. In da nasplošno to vsaj glede podjetnikov je to recimo pozitivna poteza, ki izhaja iz ankete. Kateri so drugi problemi, ki izhajajo? Eno je nizka tehnološka intenzivnost proizvodnje. Ne? Eden izmed glavnih recimo prednosti, ki jih ima Trst, ne, je ta sistema Trieste, torej vsi raziskovalni inštituti, vse tvrtke, tehnološko naravnane in tako dalje. In razen nekaterih pomembnih izjem, tukaj imamo tudi enega izmed bratov Petelin iz Inforate, je seveda ena izmed najbolj pomembnih informatičnih tvrtk, ki delujejo tukaj na Tržaškem, ne, ampak razen te tvrtke torej jih je premalo, ne, to je problem, ne, da bi lahko res nekako se bolje vključili v to tržaško stvarnost ali v tisto, kar tržaška panorama gospodarska nudi. Ne. Isto lahko bi rekli o špediterstvu, ne, ali o pristanišču. Ne. Torej, seveda, žal danes nimamo Filipčičev tukaj, ampak oni so seveda za njihovo Mediterano in za Lenavi pravzaprav so edini, ki se ukvarjajo s tem v naši skupnosti. Ne. Tudi tisto izredno uspešna tvrtka, ne, torej pod okriljem Mediterranean Shipping Company, ne, iz Ženeve, ki je pred kratkim postala, jaz pišem, da je druga največja na svetu, zdaj je pred kratkim postala prva. In seveda v zavarovalništvu, kjer nimamo skoraj nobenih. Ne? Mislim, samostojnega, ne, seveda imamo kadre. Četrti problem so seveda tudi veliki birokratski administrativni problemi, s katerimi se predvsem naši kmetje morajo soočati, ne, sistem omejitev, na primer, res izgleda, da pesti naše kmete, evropska normativa Natura 2000, o tem lahko bi govorili verjetno na dolgo in široko. Ne. Drugi del, torej, ki se pa ne naslanja na anketo, ugotavlja, da ti mikroproblemi potem imajo ene določene tudi makro, recimo, razsežnosti. Ne.
Prvo je, da v takšnem razdrobljenem okolju je organizacija slovenskih podjetij, ne, in tudi slovenskih ustanov bolj problematična, ali dosti bolj problematična, kot je bila v preteklosti. Ne? In to je očividno in tudi zelo razumljivo. K temu je treba seveda prišteti dejstvo, da enega kapitalnega jedra pravzaprav skoraj da nimamo več, ne? To je tisto malo, kar je ostalo v Gorici, ne, kar je 1909, ne vem niti kako če se je zadeva končala, pravzaprav, če še se gre naprej. Seveda, izredno pomembna vloga, ki jo tudi igra naša zadružna Kraška banka, ampak poleg tega je žal bolj malo. Ne? In seveda to je bilo bistvo, nekako to tisto bistvo jedro gospodarske samostojnosti se je s tem nekako to je postavljalo problematično. Bila sva predolga, tako da bo zdaj napočil čas za vprašanja iz občinstva, ker ima knjiga to rumeno platnico, ker je v Italiji sinonim za kriminalke, ne bova razkrila vsega, kar piše na koncu, ampak gotovo eno ugotovitev in sicer to, na kar si v bistvu že zdaj namignil, in sicer, da je ena največjih težav ta, da ne samo, da nimamo nekega, recimo temu, gospodarskega programa, ampak tudi ni nikogar, ki bi imel takšne in tolikšne vzvode, da bi ta program lahko sestavil. Kljub dobri volji krovnih organizacij, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki opozarja na te probleme, ne? Ampak se zmeraj zatakne pri potem izvedbi tega. Tako da predlagam, oziroma naprošam vse tiste, ki bi radi postavili vprašanja, da se oglasite. Morda bo Martina nesla mikrofon okoli. Še mora začeti. Lep pozdrav v imenu Zadružne Kraške banke Trzgorica. Jaz tukaj en velik hvala sem hotel povedati Guardiančiču, ampak predvsem našemu Slorju in skladu Polojac, da ste preskrbeli za to monografijo. In včeraj sem bil na Banki d'Italia. Na Banki d'Italia letno predstavijo stanje gospodarstva v naši deželi, ampak tisto, kar je prišlo poleg iz razprave ven, je bilo, da to, kar so nam pokazali številke od leta 2021, so že danes zastarele. Se nahajamo v enem trenutku, ko ne samo zaradi vojne, ampak z vsemi posledicami, ki prinašajo te zadeve tukaj, povišanje cen in te zadeve tukaj, je že nov svet. Je že nov svet in zaradi tega je izredno važno tudi uvodne besede, ki jih je Devan povedal in predsednica sklada, da boste nadaljevali v tej smeri in zaradi tega je dobrodošlo to, kar smo danes slišali, ampak je dobrodošlo predvsem to, kar bomo sedaj vnaprej bili zmožni tudi narediti skupaj, ker tisti, ki me poznajo, sem izredno pozitiven človek, tako kot sem vztrajal, da ustrajamo tukaj do konca, ker ne bo deževalo, tako jaz mislim, da je bilo dosti kriz v preteklosti, te krize smo šli naprej in sem prepričan, da tudi iz te krize, ki je zdaj, bomo šli naprej. Zaradi tega hvala lepa še in hvala za to, kar ste naredili, ma predvsem hvala za to, kar bomo še skupaj naredili za naprej. Ni bilo vprašanje, ampak je tako, začnemo. Ponavadi po banki pride Kmečka zveza. Jaz tudi seveda se zahvalim in bi res čestital vsem avtorjem, predvsem Igorju, da je do te publikacije prišlo. Sem prepričan, da bo
ta publikacija imela lahko zelo pozitivne stvari, če seveda jo bomo vzeli v roke, jo analizirali in seveda določene stvari tudi premislili in zakaj ne tudi se naučili. Jaz izhajam z ene družine, oziroma moja zgodovina je malo čudna, sicer sin podjetnika, ki verjetno spada v tisto skupino, ki ni bila prav opredeljena v to našo, kako bi rekel, slovensko organiziranost. Namreč moj oče je imel od 70. do 90. let eno lastno podjetje, jaz diplomiran zgodovinar in na koncu še kmet. Tako da sem iz vseh treh zornih kotov zelo z zanimanjem poslušal to, o čemer smo se danes pogovarjali. Jaz bi se, kako bi rekel, zdaj na koncu želel povezati, kar se tiče kmetijstva. Mi kot Kmečka zveza, oziroma odkar sem jaz predsednik, smo se vedno borili znotraj slovenske organiziranosti, slovenske manjšine, predvsem pri dveh krovnih organizacijah, da bi imelo kmetijstvo znotraj naše organiziranosti, znotraj naših, kako bi rekel, strateških ciljev eno večjo vlogo. Namreč prepričani smo, da je kmetijstvo, in tukaj bom dal en primer, takoj vam ga dam, primer Benečije. Kmečka zveza je v zadnjih 10 letih v Benečiji, predvsem v beneški Sloveniji, okoli Čedada, oživela približno 100 kmetij. 100 kmetij pomeni, da smo vsaj 100 družin zajezili, da se niso te družine izselile iz tistih krajev, da smo dali dokaj eno perspektivo tem družinam, da se lahko na tem območju lahko delale in ostale. Tako da jaz bi želel poudariti prav to, da je danes lahko kmetijstvo ena zelo dobra in perspektivna gospodarska panoga. Vemo vsi, kakšen potencial ima kmetijstvo. Kmetijstvo ni samo neka, kako bi rekel, ekonomska panoga, temveč je verjetno tista panoga, ki še najbolj zajezi asimilacijo, namreč prepričani smo se tako pri Kmečki zvezi, je, da je zemlja skupaj z jezikom verjetno podlaga za obstoj neke narodnostne skupnosti. Tako da, če mi bomo ohranjali znotraj naše organiziranosti kmetijsko dejavnost, bo bil seveda doprinos, ne samo ekonomski, temveč tudi nacionalni. Nažalost, čeprav so se v zadnjih letih določene stvari spremenile in občutimo določen interes znotraj naše organiziranosti do kmetijstva, mislim, da je ta pozornost do te panoge še vedno premajhna. Mi kot manjšina bi lahko zmogli veliko več, mi kot manjšina bi lahko imeli veliko več od tega. Treba je povedati, da tudi, kar se tiče Slovenije, smo v zadnjih 10 letih bili deležni veliko večje občutljivosti. Slovenska država se je, in to mislim na splošno v vseh 4 državah, kjer se združujemo kmetje v naše krovne organizacije, dokazale in na nek način povedali, da je tudi interes Slovenije, da se kmetijstvo izven slovenskih državnih meja ohranja. In prav zaradi tega smo bili deležni, tako kot v Italiji, v Avstriji, pomislimo, uporabijo na Madžarskem, kjer je slovensko kmetijsko ministrstvo skupaj z Uradom za Slovence v zamejstvu po svetu investiralo približno 2 milijona evrov, kar ni malo. Prav in zdaj se isto stvar dela v Gorskem Kotarju na Hrvaškem, prav zaradi tega vidika, da bi se s kmetijsko dejavnostjo ohranjalo slovensko zemljo in seveda slovensko narodno identiteto. Tako da prav z veseljem sem poslušal Igorja,
ki je v svojem delu izpostavil to živost in življenje kmetijske dejavnosti, ki je danes, in to tudi nekaj zelo zanimivega, v razliki z italijanskim kmetijskim sektorjem zelo mlado. Mi imamo ogromno mladih Slovencev, ki se približujejo tej gospodarski panogi in to predvsem od leta, ko nas je zajel tisti prvi val svetovne ekonomske krize, ko so se verjetno mladi tako dobili na enem razpotju, imeli so možnost pač spet delati na svoji zemlji in so predvsem od tistega trenutka dalje se približali tej panogi. Kar bi tukaj še enkrat poudaril, bi želel, da bi tukaj imamo novega predsednika, pokrajinskega predsednika Kmečke zveze, da bi se znotraj SKGZ-ja, znotraj naše politike, znotraj naše strategije bolj uveljavljalo kmetijstvo, da bi se med bilateralnimi srečanji veliko več govorilo tudi o kmetijstvu, namreč prepričan sem, in tukaj Bogdančič je o tem tudi potrdilno pač pisal, da je kmetijstvo res važno za obstoj naše skupnosti. Tako da hvala še enkrat Igorju in seveda želim si, da bo ta knjiga ena odskočna deska na eno novo, kako bi rekel, strategijo in eno novo zgodovino, ki se bo pisala v naši manjšini. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Jaz bi nekaj na to temo seveda dodal. Dve reči. Torej, eno, Franc si omenil Beneško Slovenijo, tega nismo omenili. Žal, knjiga, torej zaradi ogromnih zaradi različnosti problematike v Beneški Sloveniji ni bilo mogoče je tudi vključiti, čeprav bi bilo izredno zanimivo, zaradi tega, ker res dejavnost Kmečke zveze zdaj v zadnjih letih je bila res odlična. Mislim, teh 100 kmetij je res odličen rezultat, tako da bi bilo zelo smotrno se tudi ukvarjati z njihovo problematiko. To bo verjetno naslednja, ne vem, če bo. In drugo, kar bi jaz rad omenil, je, da kaj pravzaprav manjka, to je eno vprašanje, ki si ga vedno postavljal. Je sploh mogoče imeti v taki fragmentirani stvarnosti, kot je slovenska zdaj, eno strateško planiranje, eno novo idejo, razvojno idejo, tako dalje. Torej, kot smo jo imeli, če vi preberete tisti razvojni dokument, ki ga je SKGZ pripravil leta 1985, seveda za družbeno gospodarstvo, to je odličen, seveda, malo spominja na centralno planiranje, ampak je res gleda na vse aspekte gospodarstva in njenega razvoja. Tisto, kar sem hotel reči, je, da mi imamo primer, in meni se mi je zdel tako res zgovoren, tistega, kar se imenuje Master Plan del Kras, ki ga je, kraški master plan, ki ga je lokalna akcijska skupina KAS pripravila leta 2011. To je res profesionalen dokument, ki sloni na 100 intervjujih, če se ne motim, z kmeti, eksperti, izvedenci in tako dalje, in daje eno popolno sliko stanja kmetijstva na Krasu in tudi ene določene perspektivne in razvojne cilje. Če preberete ta dokument, ki je že 11 let star, je še vedno izredno, torej uporaben, in pravzaprav je izvedljiv in sodoben.
Problem je v tem, če bi mi imeli podatke, torej dovolj podatkov, če bi bili ti sistematično zbrani in tako dalje, za ostale dele manjšinskega gospodarstva in da bi se res lotili s takšno profesionalnostjo, kot se je lotila Lars Krass za ta masterplan, bi se res utegnilo spet na noge postaviti eno takšno razvojno idejo, o kateri se žal pogovarjamo že 20 let, naprimer od te skupne konference leta 2003. In vsako leto se ti pogovori ponavljajo, ne, in nikoli ne pride recimo do enega prodora, do ene nove vizije. Kakšno vprašanje še? Hvala lepa, dobro večer vsem, čestitke za knjigo, doktor. Eno besedo nismo slišali danes, po mojem, ki je zelo pomembna, to je podjetništvo. Jaz mislim, da uspeh, ki je bil v letih 70, 80, 60, 70, 80 v podjetjih, bodi se v družbenem gospodarstvu kot v privatnem, je bil tudi v tem, da ogromno menedžerjev takrat, ki je prevzemala ta podjetja, ustanavljala ta podjetja, so izhajali iz starih družinskih podjetij, ki so bile mikropodjetja, se pravi, so bile v obrtništvu, v trgovini, v mali trgovini, v gostinstvu in tako dalje. Ampak podjetniški duh je v teh osebah bil prisoten in ta je dal potem zagon temu. Če danes primerjamo to situacijo in če se povežemo na sistema Trieste, kot ste ga omenili, ki prinaša v Trst vsako leto približno 300 milijonov evrov, to ni malo denarja, se iz tega denarja oplajajo tudi nova, jih ne imenujemo več tako podjetniška podjetja, ampak start-up podjetja. In jaz imam občutek, podatkov nimam, ampak imam občutek, oziroma tisto, kar poznam, da prisotnost naših mladih Slovencev v teh start-up podjetjih oziroma v ustanavljanju teh start-up podjetij ni ali pa je zanemarljivo malo. Po drugi strani pa imamo odlične mlade kadre, ki odhajajo. Značilni so bili tisti članki v Primorskem dnevniku, kjer se je vsak teden opisalo nekoga, ki je odšel, in to je bilo zame grozljivo, bi rekel, ker so bili res naše gospodične gospe, naši fanti, ki širom po Evropi in tudi v Ameriki zasedajo zelo pomembna mesta, ampak vedno ne kot podjetnik, ampak vedno kot uslužbenci oziroma kot menedžeri. Se pravi, da je po mojem mnenju zmanjka ta podjetniški duh. To ni problem samo naše manjšine, tudi malo problem celotnega mesta Trst. Sem to, kot sem bil odbornik v Tržaški občini, je bilo to zelo opazno. Zanimivo pa je, da imamo slovenska podjetja iz Slovenije v tem sistema Trieste, ki ustanavljajo start-upe in nekateri so tudi zelo uspešni. Tako da mislim, podjetništvo je eden ključnih vprašanj v naši manjšini. Tudi zato, ker vidimo, da tudi pri mikropodjetjih danes, ki se odpirajo v Trstu, predvsem tudi v mestu, v centru mesta, govorimo spet o mikropodjetjih, se pravi o trgovini, govorimo v glavnem danes gostinstvo naše mladine, naših podjetnikov. In to so tudi zanimivi izzivi, bodi si za mladega človeka, kot tudi za našo manjšino, kajti jaz sem vedno pravil, tudi kot predsednik gospodarskega združenja, vsaka naša prisotnost tudi v malem podjetju, v mali gostilni, baru in tako dalje, slovenska pomeni našo slovensko postojanko na terenu. In to je treba vedno počrtati in se tem ljudem tudi treba zahvaliti. Drugo, ker morda sem slabo razumel, jaz knjige Rudija Pavšiča nisem prečital, morda sem tudi danes slabo razumel, ta enačba
bom poenostavil, da smo se nekje odpovedali ali zapravili in ker smo zapravili družbeno gospodarstvo, smo zato po drugi strani dobili zaščitni zakon in še 10 milijonov zraven, se mi zdi morda malo nerazumljivo, vsaj zame, ampak če je tako, potem je seveda žalostno in potem mi se ne moramo več smatrati kot narodna skupnost, ampak po mojem, če je tako, drsimo bolj v eno folklorno skupino. Hvala. Igor, čestitam za tvojo knjigo in bo brez dvoma zanimivo jo brati. In ker sem razumel, da je prav objektivno, brez filtrov si pokazal, kakšni so bili naši uspehi, pa seveda tudi porazi. In mislim, da prav ti porazi, težki trenutki, morajo biti prav izziv za mlajše generacije, da se ponovno postavi nekaj konkretnega na noge in da je ponovno nekaj enotnosti. Kot je tudi povedala gospa Polojec v uvodu, to je samo slika enega zgodovinskega trenutka. In torej ta slika nam bo v bodočnosti nam bo privedla še nove slike. Tukaj mi moramo zdaj gledati, kakšni so izzivi oziroma kaj lahko naredimo za našo bodočnost. Ti si dal že razne dobre predloge, morda prav perfektnega recepta ne obstaja, da manjkajo kadri, da treba kadrovati naše mlade, ampak istočasno tudi paziti, da ne odidejo v tujino. Moramo se ponovno združiti, tudi tukaj gledam, vidim ene paralelizme ali po vojnem času, ali tudi v času hotela Balkan, kjer tudi Slovenci smo šli v to pobudo, skupno enotno, ampak tudi takrat je bilo vedno v enem pokriznem obdobju, ampak nekaj uspešnega zares je nastalo. Drugi problem tudi po mojem vidim to, da naprimer tudi mi Slovenci malo zares smo bili kot Indijani v Ameriki, da postajamo tako, kot tudi zdaj je očital, da bo lahko to postalo. Mi dejansko tudi v tržaški politiki nismo nikoli bili močni. V Kameri de Comercio zdaj k sreči imamo odličnega predstavnika. Ampak v Konfindustriji ali v drugih nivojih, čeprav smo prisotni v Trstu, smo bili vedno v ozadju. In torej mislim, da politika, zdaj imamo tudi novega predstavnika na deželi, ki sem prepričan, da bo tudi nam pomagal lepo, moramo tudi pokazati, da smo močni, ampak prav, ker nas ni veliko, moramo biti ponovno enotni. Potem pa še tukaj, te bi prosil še za kakšen komentar, tudi po mojem moramo biti malo empiristi in se zgledovati tudi, gledati zunaj, kaj se dogaja. Naprimer mislim na Južno-Tirolce, morda oni niso prav najboljši primer, ker imajo tudi Avstrijo v ozadju. Ampak naprimer, če se zgledujemo s podobnimi situacijami, manjšine okoli po svetu ali ekonomskimi situaciji, če lahko glede tega kaj predlagaš. Hvala. Dober večer, lep pozdrav tudi z moje strani in seveda se pridružujem s čestitkam za to publikacijo. Tako uredniškim, seveda najprej profesor Gorjančiču kot uredniškem odboru in seveda tudi tistim, ki ste omogočili izid te knjige. Ne bom govoril kot novopečeni deželni svetnik, ampak predvsem kot podjetnik in bivši upravitelj. Pravilno, kar je tudi že Ejdi pred mano rekel, tudi jaz nisem čutil tistega besede podjetništvo v smislu naših mladih. Jaz bi lahko naredil po mojem usporednico, zakaj nimamo tega podjetniškega duha pri naših mladih, oziroma zakaj ga nismo imeli, predvsem, in tukaj govorim nekako za mojo generacijo ali tistih več ali manj naše generacije, ki smo tukaj. In s tistim tudi, kar je bilo v Trstu. V Trstu, hočeš nočeš, se je italijanski podjetniški duh zgubil v dotacijah, ki je Trst dobival
kot mesto, ki je bilo na meji, ki je bilo nezanimivo za Italijo, zato ker tisti, ki je bil pri vojakih v Trstu, ve, da je bila prva fronta postavljena na Štivanu in torej je bilo treba zdržati 20 minut pri Štivanu in naslednja fronta je bila na reki Piave. Iz tega izhajamo, kakšna Trst ni bil zanimiv za investicije, dokler se niso stvari uredile. Isto se mi zdi, da se je zgodilo tudi z našo generacijo, z našimi generacijami, ker so vsi nekje čakali, ko so končali višjo šolo, so vsi čakali, da grejo nekje v eden od podjetij, ki so spadali pod okrilje Saftija oziroma ki so spadali v ta krog. To je zamorilo podjetniški duh pri naših mladih. Zdaj, kako ta duh ponovno vzpostaviti, kako naše mlade dati, da se spustijo v podjetniško izkušnje. Meni se zdi, vedno ko pridem na obelisk in naredim tisto ovinkanje pred obeliskom, vidim to naše morje, naše pristanišče pred sabo in kot ste profesor pravilno ugotovili, imamo v bistvu eno samo podjetje, ki se bavi s shippingom. Evo, to se mi zdi nerazumljivo. To kaže duh naše mladine, da se ne spravi v podjetniški, recimo simbolično naj bo to, da se ne spravi v podjetniške vode. Še druga stvar, bi dopolnil Franca, ki je lepo rekel razvoj, ne pozabimo, da dan danes se lahko manjše firme razvijajo, ni potrebno, da so v mestu, dovolj, da so tudi na podeželju, lahko so tudi v več ali manj zapuščenih krajih, dovolj, da imajo seveda internetno povezavo dovolj močno. Tako da mislim, da glavna naloga, in zato sklepam, oziroma poudarjam, da so take publikacije zelo važne, ker dajo eno osnovo za nadaljni razmislek, da se ta podjetniški duh pri naših mladih spodbuja na vse načine. Razen tega, da odpira ta publikacija tudi vrsto vprašanj, ne nazadnje, kot ste že v premisi povedali, kaj je sploh slovensko podjetništvo in kako lahko definiramo slovensko podjetništvo. Tako da še enkrat čestitam za publikacijo in seveda želim, da bi prišlo še do različnih in nadgraditve do takih raziskav. Hvala. Torej, lepa hvala za težko vprašanje, ampak tudi za komentarje. Torej, določene probleme, ki ste jih točno zelo precizno navedli, jih tudi navajam v knjigi, nismo se dosti o tem pogovarjali. Emigracija najboljših kadrov, to je vse splošen italijanski problem. Mi smo samo, to je samo kot iceberg, je naša manjšina. Če pogledamo podatke AIRE in drugih, so številke res srhljive, koliko najbolj izobraženih odhaja. Tako, zato ker delovna razmerja so v tujini boljša, plače so boljše seveda in Italija pravzaprav stagnira že 25 let. Torej, da iz tega vidika naše okolje ni ne vem kako spodbudno. Tisto, kar je Marko rekel tudi, se nismo dovolj vrinili, bi rekel, v politične, upravne in administrativne ali kakorkoli italijanske organizacije. Jaz seveda recepta za takšno boljše kadrovanje ali za, da bi naši perspektivni kadri se uveljavili v politiki ali postali tako močni ali kakorkoli v italijanski javni upravi, jaz seveda tega recepta nimam. Ampak
recimo, da šibkost manjšine je s tem tudi zelo povezana. Ne. Zdaj, startup in podjetništvo, kot smo slišali, kot sem tudi jaz prej omenil, žilica tukaj malce je res usahnila. Ne. Jaz nisem ne menedžer, ne se ukvarjam z ekonomijo aziendale, bi rekli po italijansko. Ne. Tako da to, kako uvesti mladino v podjetništvo, res osebno ne bi vedel. Vem pa, da to je tudi spet problem, ki ne zadeva samo manjšine. Ne. Trst je merkantilistično mesto, kjer mislim, da prav Edi Kraus je dal primer, da smo prodajali džinse 2 milijonom ljudem in nismo ene džinserije imeli v celem Trstu, ne? Ker so jih proizvajali dol, v Venetu ali kjerkoli. Seveda, dejstvo, kot smo izpostavili, da 3 najvažnejše panoge tržaške, torej špediterstvo, naprimer, sistema Trieste, zavarovalništvo, nimajo dovoljšne slovenske prisotnosti, je eden izmed teh problemov, ki to si moramo res zamisliti. Seveda, recepta tukaj ni. Kakšen lahko se kaj zamislimo s to knjigo, ampak receptov žal ta pravih ni. Glede tega, kaj se dogaja drugje, seveda tudi pri zaščitnem zakonu, to tudi se lahko dobro bere v memoarjih Rudija Pavšiča, smo se na primer zgledovali nad izkušnjami torej v Poradižju, v Južni Tirolski. Ampak jaz bi rekel, da tam je situacija res tako različna in predvsem tudi tradicije, ki jih oni imajo, to na primer, da imajo ta tehnično vzgojo, eno celo vrsto, to je eno popolnoma različno šolstvo, kot ga imamo mi. Poleg tega, da sploh ne govorimo o zaposlitvenih kvotah in takih, ampak prav, kako oni razvijajo kadre na popolnoma različen način, to je dosti bolj podoben Avstriji, kot Italiji. In kako je ta dvojni tir izobrazbe uspešen v tisti deželi, seveda mi si lahko samo sanjamo nekaj takega. Bi bilo zelo lepo nekaj takega, recimo, prenesti v naš kontekst, ampak kot verjetno vsi veste, tehnično se imenuje institucionalni izomorfizem, je zelo težko to pravzaprav tudi udejanjiti.